Najboljše za rojstni dan. Ljubčka. Jolanda, ljubica, si že doma? Ja. Dej, smigaj se, no mama te bo čakala. Takoj bom. Ljubica, pozna si. Mucija, si ti zika, da te lahko pustim cel vikend zame? Ja, se že veselim, da bom imel 2 dneva mir. Ti, a si ti kaj videl mojo torbico? Ja. Tu je. Izvoli. Dej, smigaj se, no mama te bo čakala. No se vem, čakaj, nekaj. Dej, neki, no. Kaj si tako si? Ko bom pa šla, boš pa spet dobre volje. Ne. Odločil sem se, da bom čez vikend, ko te ne bo migal, se pravi miganje in še enkrat miganje. Ja, in rad bi podal knjigo, ki si me podarila. Kako se pogovarjati z angeli? To me res zanima. Ah, Muci, ti meni ne o miganju. Točno vem, kako bo. Cel vikend boš za računalnikom in žlampal pivo. Ne, ven bom šel na gmajno, daj zmigaj se, no. Kaj ti pa je? Skrbi me, da boš zamudila k mami. Muci, pej z mano. Ma ne, nima smisla. Znamo se pa da toliko povedati. Jaz bi samo sedel tam kot en butl, se nažiral s piškoti in se redil. A mi skočiš gor v kufa, prosim. Ja, seveda. Ej, Lave, je to tvoj mobitel? En mail imaš? A ja? Potrdilo rezervacije, tajski catering. Se vidimo danes večer. Kaj? Ja, tajska restauracija, bate, danes vam bo stregla gospodična Suzana. Kdo bo stregel? Ja, gospodična Suzana. Ej, Dave, kaj pa to pomeni? Pojma nimam. Bi moral pogooglati. Ljubica, nekaj ti moram priznati. Rad bi preživel večer v moški družbi. A tako? Ja, počeli bomo to, kar že moški počnemo, ko ženske spokate. In kdo pa vse pride? Robert. Katere Robert? Robert, moja poročna priča. 3 tedne je bil v Milanu, zdaj se vrača, pa se bom malo oglasil. Lepo te pozdravljam. Hvala lepa. Ja, no, mislil sem si, če ti greš mami, potem bi lahko midva z Robertom, no, kaj malo bova za računalnikom. Kaj? Ja, no, malo bo pa kaj popila. Kaj? Ja, okej, no, nažala se ga bo normalno, ampak obljubim brez kozlanja. Čakaj. Robert pride, ti mi pa o tem nič ne poveš? Ma, nisem hotel, da bi naju podenala, nama kuhala pa take oslarije, zato sem pa naročil tajski catering. Aha, koliko časa pa misli ostati? Do nedelje zvečer. A ja, in kdaj pride? Zdaj bo tukaj, malo prele je klical. Aha, tako je. Ja, kot vidiš, smo vse krasno organizirali, peli se že enkrat, lepo te prosim k mami. Lepo poznavi moje taštico in mi povej, da mi je blazno žal, da ne bom mogel poslušati, kaj vse jo boli. Ej, lahko bi se pa posmele, pa mi pošlješ. Ej, Muci, a mi skočiš gom po ključe, prosim? Ja, seveda, ti samo reci. Hallo, Robert. Ja, jaz sem. Ne, ravno kar sem hotela oditi k mami. Ja, čez vikend, ko pa pojma nisem imela, da prideš. Veš kaj pa ti mi tega nisi povedal. Ja, veš kaj, že 3 tedne se nisem več igrala. Ne, pa si tako počasno. Kje pa si? A, v taksi. Potem pa že vsak hip tukaj. Nelo, fuj, se te že veselim. Ja, se bom že kaj izmislila. Obljubila sva si, da si ne bova zaljubila. Ti, ko pa prideš, pa me pozvoni, se vidiva. Mami? Halo, mami, ja. Jaz sem. Ne moram priti, ne. Totalno sem zbolela, ja. Glasno slabo se počutila bi, ja.
ja. Vročino, sigurno, ja. Takoj moramo postati, mami, ja. Vse vem, tudi jaz sem se že popolnoma veselila, pa pridem naslednji vikend. 100%, mami. Ja, pardon, mami. Ljubčka. Skoraj. Videl, da boš tu rekel, da boš čisto nekaj drugje. To meni bo slišal? Nisem vedel, da boš tu. Rekel je, da boš čisto nekje drugje. Ampak zdaj ne grem nikamo. Naredila si bova. Že ne vem, če je to pametna ideja, morava zelo paziti, viš. Lej, tebe je Dare povabil. In 3 tedne se že nisva videla. Moškega, ki ga nisem videla 3 tedne, imam pred sabo. Morava zelo paziti, ne vem, če je to pametna ideja. Itak, ko se bo Dare napil, bo zaspal in... Ljubica! Ja? Že Juli, ampak ne vem, če je to pametna ideja. Ne delaj panike. Ljubica! Mislim, kje pa hodiš od Evo, izvoli. Hvala. Mama, kaj sem govorila z mamo? Gripo ima. Doma bom ostala. Kaj? Ja, gripo je staknila in vidim, da se še jaz ne nalezem. Jebe. A ni to super? Tako bom tudi jaz imela kaj od povrta. Po mojem moraš iti tja, moraš jo pocajtati, porihtati, popedengati. Daj nekaj pretrgava. Ja, če bo umrla, jo bo še imela na mesti. Moja mama še dolgo ne bo umrla in noče, da pridem, da se še jaz ne nalezemo, ne? Ja, okej. A ni to super? Tako bom lahko poskrbela za vaju oba. Ja, super, ja. To je najboljš Robert. Ja, to je pa lahko samo Robert, ali pa tista gospa Ketovika. Kdo bi pa sicer bil, saj itak noben ne prigaja. No, bo še odpovane. Ja, živijo, Dare! Živijo, Robert! Živijo, kar si prišel! Robert, kakšno presenečenje. Jolanda, živijo. Ja, Dare, dobar dan. Dobar dan, ja, dobar dan. Robert, tako lepo te je videti. Ja, res, zelo lepo te je videti. Tudi Vaju je lepo videti, res. Poslušaj, lani sem že povedal, kaj vse imamo na črtu, da se bova naredila en tak orang moški večer, ampak žal ne boj z tega, imam se za tebe eno presenečenje, ja. Jolanda bo ostala na žalost doma. Jolanda, živijo. Dobar dan. Ja, Dare! Dobar dan, živijo. Dobar dan, kaj ti pa je, se nismo ravno kar, O, butno! Enostavno sem tako blazno vznemirjen, da vaju vidim skupaj. Da si pa lepo zrihtala. A ti še nisi bil tukaj? Ne, še nikoli. Tole je najna... Jolanda, kako je praviš? Štajca. Štanca. Ne, štanca, štalca, idealna za čez vikend. Za romantične ulice v tvoje. Ja, najprej štalca, pa kravca. Po toliko letih zakona sva si rekla, pa dejva si postaviti nekaj za čez vikend, za romantične ure v tvoje. Tole je bila nekoč kmetija. Dej, vse se stari, vse se. Prejšnja lastnika sta se ločila, ker je mož pogruntov, da ga žena vara z njegovim najboljšim prijateljem. Tega si pa ne znam Ja, predstavljati. res grozno, ne? Ja, se tega tudi vaj ne Kaj ljudje vse ne počnejo, ali je res grozno. Ej, Dave, a bo že odpoveno vino, a? Ja. A vino? Ja, vino. Robert, saj si za vinčka, ne? Ja, pa bi res malo vina. Dobro, potem bomo pa enega fajn vinčka in za otilčka, ne da ga bomo, ja. Seveda ga bomo. A, da bi ga kazaj? Ja, a boš odpol vino ali ne? Dobro, pol pa jaz še upam ga. Ne, moraš. Jolanda, si že pogledala, kje bo Robert danes spal? Ja, menda itak seveda, da pridi Robert, ti bom pokazala sobo. Imamo 2 sobi za goste. Poslušaj, kaj je to bilo včasih kmetija. Dvoposteljna soba je v štali, dvoposteljna. Enoposteljna soba je pa v svinjaku. Ti si po mojem za v svinjak. Ej, Dave, zdaj ne boš tak Roberta v svinjak? Dvoposteljno? Zakaj pa Robert pravi dvoposteljno? Ja, Nokia tako nemirno spi. Kako pa ti to? Saj si mi to sam povedal. Ja, kako kasno? Ja, nič, jaz mislim, da se te štalo. Ne, poslušaj, kaj je to bilo včasih kmetija? Ja, saj si je povedal. In kjer sta v štali morala zbirati krave in vi v svinjaku pa samo ena svinja. Jaz bi kljub temu raje šel v štalo. Super si se odločil. Zakonska postelja je ogromna in
frizura je tudi veliko lepša. Tam, izvolite, veškomče. Mata bo tale noč ugoča. Zakaj? Ugoča noč pravim po mojemu. Ugoča noč. Tudi jaz že švicam kot kon. Ej, Jare, a bo že končno odpadl tvoj tisti minibar? Ne, ni ga več. Ni, vina je zmanjkalo, vina ni več. Sinoči sem bil ves večer za računalnikom in vina ni. In kaj bomo zdaj pili pri večerji? Žal mi je. Za nič se nisi pobrigal. Ja, najboljše, da skočiva skupaj po vino, ne? A imaš denar? Imam, jaz sem, ne vem, kje imam denarnico. Nekaj časa bo trajalo, da najdem. Ti kar počasi, si grem na hitro suširati. Da je, dio. Robert! Ja? Govorit moram s tabo. A ja? Ja? Robert, povabil sem te in sem povedal Jolandi, da bova naredila en tak oren moški večer. Ja. Ja, nič jak je rezultat zdaj ne. Ja, logično. Kaj je logično? Kako boš imel moški večer, če imaš pa ženo doma? Pa ne zaradi Jolandi. Oziroma, ja, točno zaradi nje, poslušaj. Tole z moškim večerom je bil izgovor. Povabil sem te kot alibi. Alibi? Ja, alibi za nujen primer. Kakšen nujen primer, Nujen Dave? primer bo zdaj tukaj. Kakšen nujen primer, Dave? Zdaj bomo najprej šnops. A se ti ne zdi malo prezgodaj za en šnops? Robert, koliko časa se že poznava? Od skavtov naprej, zakaj? Točno. A se nisva zmeraj potegnila drug za drugega? Ljubita? Ja. Se že spomniš, kako sem ti pomagal, ko si se ločeval? Seveda se, moj bivši si rekel, da je v bistvu lahko vesela, ker se je znebila takšnega prasca, kot sem jaz. No, vidiš, to sem storil zate. You are welcome, če že razumeš, kaj hočem reči, so na zdravje. Najlepša hvala. Robert, nujen primer bo vsak čas tukaj. Katastrofa. Nekaj imam za bregom, niti stanje. A ja? Ja, in Joli tudi eno. A ja? Ja, spoznal sem eno. Ja? Ja, to furum že nekaj časa. Ja, ima nekenka. Ja? Ja, pa kaj ti ga naprej s tem ja? Ne, samo vesel sem. Zakaj pa? Hej, stari, končno ti je nekaj ratalo. Evo, hvala. Ta manekenka je slepa, ali kaj? Ma daj, nekaj se. Srečal sem Angela. A ti si moral tudi brati to knjigo o Ja, angelih. hitaj. Poslušaj, ne. Danes ima rojstni dan. Vse sem pripravil. Ja, pa nisem mogel vedeti, da bo Jolanda ostala doma. Mislil sem, da bo šla k mami. Ja. Ja. In sem prinesel torto, Robert, torto. In zdaj jo bomo pa sledati. A ja, zato si se prej tako trapasto obnašal. Mater si smotan. Ej, zakaj smotan? Pa ne moraš poznavati rojstnega dneva svojo ljubico, če imaš pa ženo doma. Ja, bravo. Zato potrebujem tvojo pomoč. Samo več. Ko bo Suzana prišla, se boš pred Jolando pretvarjal, da je tvoja punca. Ne, tega pa ne morem, oprosti ni šans. A mora biti klih moja punca? Mislim, kaj drugega predlaga. Kaj ne predlaga? Ne vem, ne znam lagati, res zelo slabo lažem. Laganje mi ne gre. Pa ne moram delati, kot da me špika v leticah in ji lagati, da je dežurna zdravnica. To je dobro, to naredi, to je super ideja. Ona bo tvoja ljubica, mislim, tvoja punca, to bo najboljše. To je najslabše, v hipu naj jo bo razkrinkala. Jaz je sploh ne poznam, ona mene pa še manj. Pa tudi, če bi se poznala, saj se ne moram kar naslikati tukaj s svojo punco. Kaj bo pa rekla tvoja žena? Mi dolni si. A pa ne morem, no, tvoja žena je moja... Ja, sve pa plebetaš. Tvoja žena je moja znanka, sem hotel reči. Pozna me, ne? In? No, ve, kako zgledam. Glej, katera manekenka se bo pa zaljubila z mano? Ampak ti si pa ekstra. Kaj je ekstra? Ti si nekaj ekstra, nekaj posebnega. Lej, imaš športni avto, jahto, tole stalo. Samo moment. Ni stvar v kešu. Ma ne, Suzana je vam ne morem, ne morem. A zakaj? Ne. Strah me je. Daj se zdaj usratno. Dare, Ja. Dare, zdaj moraš biti močan. Nekaj ti moram priznati. Prizna. Ja, to ve samo Jolanda in noben drug. Dare, Ja. Dare, Ja, Robert. jaz imam rad moške. Ma ne me pas. Ne, res. Res srečam. Ne, nisi. Sam Ne, to. samo živče si. Treba baš, ker boš rad fanta, frajer, da nima nekenka. Človek postane živče normalno. Suzana te bo čakala takoj, ko bo stopila skozi vrata.
Z predsednikom uprave se je vse dogovoril. Ja, vse je pripravljeno, vse je v najboljšem redu, ja. Hallo, Miškica! A zakaj doktor piše? Ja, veš, ja, doma je, ja. Ma ne, nič ne ve o najmo. Ja, ostalo bo... Ne, ni treba iti nazaj. Praznovala bova vrsti dan, ma itak, če se ti pa obljubil. Daj, pridi, no, vse je v redu, vse je pripravljeno. Nič ni v redu. Ne, seveda vse v redu. A to je Robert. Njega sem povabil, če bi se kaj... Ja, poslušaj, naredila sva genialni načrt. Ko boš prišla, boš rekla, da si njegova punca. Ne bo se delala. Ja, seveda se bo... In Robert je rekel, da je on tvoj fant. Ne bom se delal nekega fanta, ne bom nekaj zdaj s tem. Ti pa sta zaljubljena in Jolana ne bo nič pokundala. Dej sam to sva, Kaj ti je? Jaz te prosim za prijateljsko uslugico, ti pa lahko samo oprosti ne morem, jaz sem rad moške. Ne moram se vas vikend pretvarjati, da smo z manekenko parše, ko znave se ne. Julina jo bo takoj spregledala v prvi minuti. Ma ni debate, z Jolano greva zdaj po vino. Suzana bo tukaj čez 2 minut, tako da boste imela dovolj časa, da se spoznata. Ona bo tebi povedala, kaj o sebi, ti pa njej pove, kaj o sebi in Jolana ne bo nič pogruntala. Vidva sta blazno zaljubljena in to bo to. Jolandi, glih kar pišem, da moram nujno nazaj na Dunaj zaradi službene zadeve. Hvala za super povabilo, lep pozdrav in sending. Čau! Jolandi bom v vsakem primeru povedal, da je Suzana tvoja punca. Zakaj? Pa ker nimam drugega izgovora. Ma si pa izmisli tretjega. Pa kaj naj reči? Stavo se v redu. Ja, samo slab signal je tamle v štavli. Kaj? Ja, signal je slab, hoče telefonirati. Signal? Od kdaj naprej? Penalno slab signal. Kaj pa vem, no, včeraj pri Boku je še bil okej, mislim, ta leta na tem telefonu. Evo, ne. Dej, recno. Ni dovolj, niti pod razno ne bom mi povedal. A ja? Moram nujno na Dunaj, pomemben poslovni sestanek, 1000 objemov. Ej, Jani, ti moraš na Dunaj. Kaj bi moral? Čakaj, ravno kar si mi napisal, da moraš na Dunaj. Najdem svojega mobila. Oprosti, jaz imam tvojega, oprosti. Zamenjal sem ju, jaz moram nujno na Dunaj. A ja? Robi, Ja? kako to, da moje ženi napišeš 1000 objemov? Kaj? Ja, sprašujem se, zakaj moje ženi napišeš 1000 objemov, halo? Halo? Ja, no ja. No ja, zaradi Slovačka TV, saj veš, kar samodejno ti nekaj popravlja. A veš, kje se to izklopi? Hotel sem napisati 1000 problemov. No, potem pa še lep večer vama. Ne, ni šans. Tukaj pa še stavo. Kaj se pa ti tako razburjaš? Ja, prosti, ni šans, da bi kar tako čel. Ovat, kakšna neumnost. Saj so ti komaj spravila v štalo. Ja, tako je, ni šans nikamor, ne greš. Komaj sva te zvekla sem, ja? Točno to. Komaj si prišel. Ja, saj to pravim, komaj je prišel, ne? Brez zamere, ampak moram. A dej, Joli, ti mu reč. Vej, Bobi, saj pa res ne moraš kar tako iti. Problemi bodo že počakali. Točno to, problemi lahko počakajo. Hvala lepa. A se potem strinjamo? Ja, strinjamo se. No, vidiš, smo pa rešili problem. Ti boš ostal tukaj, mi pa skočiva iskat. Ne, lepo vaju je bilo videti, ampak moram. What? Povej Jolandi vso resnico. Samo pazi, da ji ne bom res povedal vse resnice. Mater je živčen. Ja, zakaj pa? Ja, zaradi tiste štorije. Katere Ja, štorije? ne bi hotel, da pride na dan. Da pride na dan, kaj? Lej, sem mu povedal, da se o tem lahko čisto mirno in iskreno pogovorimo. Ja, o čem? Ja, o njegovi skrivni zvezi. Ja? Ja, veš, Jolanda, jaz vem za to že kar nekaj časa. Kaj? Ja. Kaj veš? Je vse, be. Ne, Jolanda, ne. Ne, ti meni, ne. Ja, Robert je vse povedal. Ne, Joli. Ne, pomir se. Ne. Robert pa vse smo odrasli ljudje, on je tvoja ljubica. Prosim, ne govori. Pa dej, mir se že enkrat. Jaz mu nisem nič Mir povedal. se že enkrat. No ja. Ja, daj pa priznaj, no. Okej! Priznam! Kaj pa ti priznaš? Priznam!
Prizna, da je okej, ker je meni okej, da sem ti to priznal, ker je potem konec koncev tudi zate okej, da sem ti to priznal. Okej. A ti to je pa res okej? Ja, totalno okej. Ne, Juli, ne. Moram pač reči, da sem vseeno malo presenečena. No, kaj počeš, vse smo rasli ljudje, ne? Ja, ti je res vse povedal. No, a ni to super, tebi to ni super, to meni je to super, jaz sem vesel. Ne, to ne. Dame, tebi je super. Ti si vesel, da se je zapletel s tvojo... Suzi, ja. Kaj? Suzi. Kdo je Suzi? Ja, ona. Kdo? Ja, njegova punca. Ime je Suzana, ampak jaz jo kličem Suzi. Daj, mislim, ona kliče Suzi, jaz jo ne poznam. Jaz moram priti. Ne, ona te boš poznal. A da imamo novo. Ja, in predstavljaj si, je manekenka. In ime je Suzi. Ja, nora, ne, in Robert se je zatreskal manekenko. In večer bi danes, a vikend bi rada preživela pri naj. Krasno. Ja, pa ne vem, kaj mu je. Na telefonu je rekel, spoznal sem eno punco in blazno sem zaljubljen vanjo in ona vame, ni to krasno. Ko pa je zvedel, da ne bo šla k mami niti podraslo, ni hotel priznati. Mislim, pa zakaj Robert ne bi smel imeti nobene, ne? In če bi bilo tebi v redu, bi njegova punca, manekenka, wow, bi tudi ona preživela vikend pri naju. Juli, a bi bilo tebi to okej? Mislim, a je kakšen razlog, da mi ne bi bilo okej? Kar se tiče, lahko pripelje sabo cel svingerski klub brez dojmi. No, vidiš, kako se veseli. No, kje pa hodi zdaj ta Suzi? Ja, po železniški postaji s taksijem se bo popeljala. Da mislim, tako je rekel Robert. Aha, vidva sta se pa ta vikend res fajno organizirala. Ja, ne, no, če bi vidva vedela, da ne bo šla k mami, bi te prosila, da bi pomagala pri organizaciji. Tako sva pa morala vse sama, a ne, Robert? Ja. Ah, kako lepo od vaju. Da dej smigaj se, no, midva morala po vino. A lahko grem z mamo? Ne, ni šans, tukaj moraš ostati, da boš sprejel Suzi. Ja, Robert, tukaj moraš ostati, da boš sprejel Suzi. Ja, in o hiši kaj povej, pa o štali spalnici in tako naprej, midva pa zdaj boga, A greš po avto? Ja, seveda. Ale, Robert, da se gre za plesno manekenko, ma človek bi mu bil prav povčil. Prasc! Juli, te sploh ni tako, kot zgleda. Te sploh ni tako, kot zgleda. Kako pa je? Še sam ne vem, ko bom pa vedel, ti bom pa povedal. Kje si jo spoznal? Juli, ljubim te. Koliko krat si spal z njo? Ljubim te, Juli. Koliko je stara? Jaz te ljubim. Obljubila sva se, da se ne bova Kaj zaljubila. pa muci, puci? To boš pa tako plačal, da veš. Ampak igrica moja! Dobar večer, jaz sem Suzi. Saj sem prav pošla. Familiji Soršet? A ja, Super, čer. dober večer. Kaj pa je, zakaj me tako gledate? Nič, čisto na nekaj drugega smislu sem si v bistvu predstavljal čisto nekaj drugega. Dejansko. A ja, kaj zdaj? Aj, je to zaradi vozička? Ne, to ne. Opustite, jaz sem Robert. Robert. Dara je pa moj. Ja, vem. Vi ste ta njegova družba za čez vikend. Drži, ja. Vem, ja, mi vse povedal. Kje sta pa ona dva? Una dva? Una dva? A ja, una dva! Ja, una dva sta pa skočila po pijačo. Jaz sem pa ostal tukaj, da bi vas sprejel. Ja, lepo. Pa se moramo zelo fajn spoznati. Vidva, da bi se spoznala. Ja, večer bo še dolg. Moramo biti perfektno usklajeni. A, dej, to prepusti ka meni, bom že jaz pobrigala se za vse. Za vse? Ja, mi on se povedal, kaj hoče. Že, ampak Jaz bom delala, on bo pa užival. tole z uživanjem bo pa bolj težko, ker je njegova žena doma. Ja, in? Njegova žena doma je. Morala bi biti sicer čisto nekje drugje, pa se je tik pred tem odločila, no zdaj je pa tukaj. Kaj če, še ženske znajo zmeraj nekaj zakomplicirati. Tako, opustite, da tako rečem, ampak občutek imam, da vas to niti najmanj ne gane. Glede,
imela sem dosti bolj zakomplicirane premiere. A vi to večkrat ali kako? Ja, lejte, kar dosti nimam kaj za izbirati, ne? Če me pokličejo, pač grem, ne? Prosim? No, od zraka pa tu ne moram živeti. Kaj, kako? Seveda, da ne. A vi to za denar? Ste mislili, da delam to Te sploh ni tako, kot zgleda. Kako pa je? Še sam ne vem, ko bom pa vedel, ti bom pa povedal. Kje si jo spoznal? Juli, ljubim te. Koliko krat si spal z njo? Ljubim te, Juli. Koliko je stara? Jaz te ljubim. Obljubila sva se, da se ne bova Kaj pa zaljubila. muci puci? To boš pa tako plačal, da veš. Ampak igrica moja! Dobar večer, jaz sem Suzi. Saj sem prav pošla. Familiji Soršen? A ja, Super, čer. dober večer. Kaj pa je, zakaj me tako gledate? Nič, čisto na nekaj drugega smislu sem si v bistvu predstavljal čisto nekaj drugega. Dejansko. A ja, kaj zdaj? Je to zaradi vozička? Ne, to ne. Oprostite, jaz sem Robert. Robert. Dara je pa moj. Ja, vem. Vi ste ta njegova družba za čez vikend. Drži, ja. Vem, mi vse povedal. Kje sta pa ona dva? Una dva? Ona dva? A ja, una dva! Ja, una dva sta pa skočila po pijačo. Jaz sem pa ostal tukaj, da bi vas sprejel. Ja, lepo. Pa se moramo zelo fajn spoznati. Vidva, da bi se spoznala. Ja, večer bo še dolg. Moramo biti perfektno usklajeni. Dej, to prepusti kar meni, bom že jaz pobrigala se za vse. Za vse? Ja, mi on se povedal, kaj hoče. Že, ampak Jaz bom delala, on bo pa užival. tole z uživanjem bo pa bolj težko, ker je njegova žena doma. Ja, in? Njegova žena doma je. Morala bi biti sicer čisto nekje drugje, pa se je tik pred tem odločila, no zdaj je pa tukaj. Kaj če, še ženske znajo zmeraj nekaj zakomplicirati. Tako? Opustite, da tako rečem, ampak občutek imam, da vas to niti najmanj ne gane. Lejte, imela sem dosti bolj zakomplicirane premiere. A vi to večkrat ali kako? Ja, lejte, kar dosti nimam kaj za izbirati, ne? Če me pokličejo, pač grem, ne? Prosim? No, od zraka pa tu ne moram živeti. Kaj, kako? Seveda, da ne. A vi to za denar? Ste mislili, da delam to za špas, ali kaj? Tega mi pa Dare ni povedal. Kaj? Da si je naročil, mislim, da vi to po naročilu, to pač profesionalno. Ma, vajle profesionalno. Jaz sem profesionalka. A veste, kdaj sem jaz že začela s tem? To me je mama naučila. In agencija me že 3 mesece pošilja na oko. Agencija? Dare. No, dobro, s čim bomo začeli? Usedite se, prosim. Usedite se. Najprej vam moram povedati par stvari o sebi. A ja, Da se veste, situacija je res komplicirana. komplicirano. Njegova žena bo sedela za isto mizo. Zakaj ona? A Dare tudi. A in vi tudi? Ja, seveda, jaz tudi, ampak ena sama napakica pa bo šlo vse v malovo. Zdaj štekam. Ona je... Ja? On pa, ja. In vi... Med dvema ognjama. Hudo. Ja, zelo. Mislim, rada ne bi vedela nič o tem. Mislim, rada bi vedela samo to, kar imam za vedeti. Dobro, potem me pa poslušajte. Sedite. Jaz sem Robert D. Kot glavni finančni nadzornik delam v eni reklamni agenciji na Dunaju. Dej, na Dunaj. Živim v prvem pecirku Graben 6. Sam, z 2 mačkama. Ravno z 2 mačkami. Ne, ulici se reče Graben. Sem Daretova poročna priča, star 42 let, pa tudi ločen. Moj hobi, nordijska hoja in dražba znamk na eBayu. No ja, pa daleč niste prišli, ja? Vozim nisem GTR, pred pol leta so me operirali slepic. Zakaj mi pa to zdaj kaže? Da boste vsaj vedeli, kje so me zašili. Zašili? Če pa sva bila že skupaj v pojstli. Kje? Danes pa tamle v štali tamle.
Povedal. No, povedal že, ampak da bi ostala čez noč, o tem pa nisva nič. A ja, a vi pa po večeri kar domov? Ja, glejte, ponavadi je, no, če človek sta svoje Glede opravi. vašega opravljanja svojega, to mene sploh ne zanima, ampak danes večer boste vi prespali tukaj. Zakaj? Ker se bojo vdaše pojavljala neprijetna vprašanja. Kako to mislite? Vi in jaz se morava pretvarjati. Pretvarjati? Ojoj, pa saj vam je Darin vse povedal po telefonu, da se morate delati, kot da ste moja. Kaj? Jaz pa, da sem vaš. Ma kaj? Da zdaj komeva, no! Pa sem povedal. Vi bi radi, da se jaz delam, koga da sem vaša. Dobro jutro! Zdaj štega. Aleluja! Potem pa vedno pogrutam, zakaj si gre. Točno! Dio, jaz ne vem, kaj ne rečem. Kako ne veste? No, nekaj malega sem vam že povedal o sebi. Kje so me zašili, to povejte. Če bodo pa spraševali, pa to ponavljajte. Jaz vam rekla tiho. To je pa tudi najboljše. A sva zmenjena? Ja. Super! Samo to bo treba malo doplačati. Kaj doplačati? Ja, vse to ne stoji v opisu mojih delovnih nalog. Ja, da se delam kot da sem No, dobro, ljubica dobro. od enega. 100 evrov. 100 evrov? Ma to je še malo za to, kaj zahtevate od mene. Jaz sem mislil, da je že daren. Ekola, kje se lahko preoblečem? Prosim? Tak butast predpis agencije. In moram imeti glas službeno obleko. Kaj si boste pa oblekli? Imam tak majhen predpasnik. Predpasnik? Ja, kako, no? Glejte, gre do... Tu? Ne, to je preveč, premalo hočem reči, če veste, kaj hočem reči. Da se ne povlekaš. Ja. Se veste, pri tem poslu bi bilo kaj šprice po tebi. Idite malo jasno kazati. Ne. Okej. A slučajno motim? Ne. Ja. Seveda, prosti. Joli, Suzi, Jolanda. Dobar večer. Živijo Suzi, Juli. Dare, moj mož. Dare, po mojem se vidva še ne poznata. Suzi, Rovatova nova punca. Kdo? Prosim? Prosim. Kdo je to? Moja punca, ne? Ne. Vi pa se sploh ne poznamo. Me pa veseli, da se vas končno spoznam. Dobar večer. Dobro večer, pa šta? Nekaj se mi je zaletelo. Pa ne to, da si jo nam predstavil. Opa, kako se imata ljubo. Saj se že skoraj počutita kot doma. Imate pa veliko hišo. Štala. Štalca. Pa najna spalnica. A spalnica smo jo vključili? Ja, štalca. Pa posteljo. Ja, pa posteljo tudi, ha? Ja, Zaštikano me priko. Ja, tak zdaj je pa že može. Zdaj pa lahko. vidva se imava tako rano. No, relativno. Zdaj imam pa jaz tega dost. Kako je to? Prejde pa ni luta. Krobot. Suzana, ljubica, si videla, kje je moja očala? Brez zamere. Ampak če mi ločeni finančni direktor, ki svojimi znamkami na eBayu in z dvema mačkama v glavno, po nordijski hoji v svojem Nissanu GTR-ju pokaže, kje je bil zašit, to že kar ni tako, a ne? Pa še komaj 45 je star. To je bilo to. Kaj, da sem kaj pozabila? Ja, dobro, kaj bomo pa zdaj s pijačo? Odnesla jo bom v kuhinjo. Juli, pomagal ti bom. Ne, Robert, rabila te bom nekje drugje. Lahko vam jaz pomagam. Ne, hvala, ne rabim pomoči. Ampak nekaj moram delati. Ja, mogoče se med tem lahko pogledate, kako je kaj z njegovimi šivi. Kdo ste vi? A jaz? Ja, vi, ja. To je ona. Ona je to tvoja. A to ni moja Suzi. Aj, to je tvoja. Ne. Rekel sem, da sem srečal Angela, ne pa tega bozaja. Rekel sem, da te bo očarala takoj, ko bo stopila skozi vrata. Zdaj me tudi je in meni ni bilo treba plačati. Eto, ko meni ni bilo treba plačati. No, dej, stari, priznaj, da si ji plačal. Res mi plačal? Odpustite.
Kdo ste vi? Jaz sem Suzi. Ne, pa niste. O ja, pa sem. Dobro, niste pa moja Suzi. Zato pa svoja. Njegova punca. Ok, jaz sem Suzi iz cateringa. Katerega cateringa? Tajske restauracije na Wahbate. Jaz sem kuharica in vi ste me najeli za catering. Čau. Čau. Samo sekundu. Ta sekretar! Ženska je s cateringa. Ja, Beda iz cateringa, Suzana z cateringa. Točno. Catering, ki si ga naročil za najo Suzano. Ja, to je ona. Ja, to je ona. S cateringa. Ja, bravo. Ja, bravo. Ja, in Jolanda zdaj misli, da je Suzana z cateringa tvoja punca. Ja, Marta. In kaj bomo, ko pride moja Suzana? Marta. Marta, mene strah, mene tudi. Če se prav. Moje žene. Mene tudi. Marta. Lahko pomagam? Ste v redu? Očitno rabimo še 3 poslovno sobo. Kaj pa je kuharica s cateringa nije še? A kaj na ne, saj sem tu. Lepo, da si tukaj. Ja, vi ste tu, ona pa še ni. Ne, kuharice še ni. Jaz sem kuharica. Bila. Bila. Priskavke. Nekoč priskavke. Nekoč je bila priskavke. Mala kuharica na mali fotki. Ja, jaz sem tudi videl fotko, ampak takrat je bila še čisto majhna, zdaj je pa že moja punca. Osim tebe imam tega zadost. Ja, počasi tudi jaz. Kje pa je zdaj ta kuharica? Grem, jaz v Pomaga. Pomaga. Ja, ona strašno rada pomaga, ja. Ona je pomožna kuharica. Ne, kuha za hobi. Tajsko. Ja, kakšno na ključe, Kdo bi si mislil, da zna kuhati tajska? Kako rajsko? Ja, že, ampak zakaj smo potem naročili kuharico? Ker je še ni. Ja, točno to. Ker hodi po železniški postaji. Točno. Na železniški. Se je zaražala. Do takrat pa lahko. Ona lahko pomaga. Suzi, daj pomagaj. Ja, veste kaj je res smešno? Kuharica s cateringa je tudi res. Ne. Ona je Suzana. Suzana z dvema A. Kaj? Ja, Suzana z dvema A je kuharica. Jaz sem pa uradna Suzanca na ca. Suzanca. A kakšne veze ima to? Lejte, jaz samo tole povem. Vi ste Suzanca. Suzanca na ca, kjer ste njegova punca na ca. Ona pa je Suzana, kjer je od cateringa posla Ana. Vsak čas. Ampak na mailu piše, da je kuharici imena E. Ne, Ana, gotovo si narobe brala. Na tem iPhonu se tako težko bere, ko so pa črke tako majhne. Kakokoli že ni važno. A imate potem vse, kar rabite, ha? Mislim, poleg postelje. Ravno o tem sem se hotel pogovoriti s tabo. A veš, po noči strašno slabo spim. Vem. Zato bi Suzanca blazno rada spala v eno postelji. A ja? Ja, lepo prosim. Veš. Čisto zaves, ja. No ja, če pa tako, bom vas pa dala v svinjak. A je To vaš voziček? Je. Ma, to je pa velik voziček za tako majhno danco. Pa še pa not vse, kar... Ja, a ti nisva rekla, da ima zelo zanimiv šik. Manekenka je, ja, in do tole je pa njene seser, ki ga ima zmeraj pri sebi, ker je tako praktičen, ker on je lahko namreč pa spi. Zanimivo. Manekenka. Wow! A za otroško modo. Kaj? Kakokoli že. Kam za malo, gospodična Suzana, vam bom pokazala otroško posteljo. Takoj pridem, da samo moram se še malo nekaj zmeniti. Kaj pa zdaj? Vi ste danes večer igralka in manekenka. In njegova punca, zelo važna. Kaj, prišla bo še ena in naredila catering namesto mene? Ja. Kako, če sem za catering jaz? Ne, vi niste za catering. Nisem za catering. Ne, za Božja bolj ne, vi niste za catering, vi ste igralka in manekenka. In njegova punca, zelo važna. A boš lahko, prosim, morate nama pomagati, prosim. No, šlo bo že? Koštalo bo pa tudi nekaj. 100 evrov. Suzanca! Zakaj pa zdaj zahtevate 100 evrov? Ja, opustite. Za vlogo manekenke in igralko zelo zakomplicirane situacije. Mark Linz. Ja. No, hvala. Pa bo. Takoj pridem. A se ti je utrgalo?
A zdaj si pa jaz vsega kriva. Ti, ja? Zakaj mi pa nisi povedal, da si si naročil Suzi? Rekel si, da bo prišla sem in da se bova spoznala. To si rekel, ne me zdaj zajebava. Vsem te ne zajebamo. Rekel sem, da je manekenka. Ja, spremljevalka za eno noč. Ja, a si ti pritegnjen, ali kaj? V teh letih, ko je treba te stvari plačevati. Tako, in, a kuharica še vedno ni? Ne. Ne. Odkud pa vi to veste? Od njiju? Ah, kakokoli že ni važno. Upam samo, da bo večerja še nocoj. A lejte, vam bom jaz pomagala. Svoj pasček. Kako si lahko tako butast? Hvala. Butast, ja. Manekenka. Hvala. Jaz sem zdaj ljubimec od ene kuharice. No, čestitam, stari. Evo je, prišla je. Tu je. Dobro večer, gospod. Me veseli, da sem vas spoznala. Ljubima, kako ste jaz? To pa ne. Kaj to ne? To pa ni potrebno, no Jolanda je v kuhinji. Ja, mi še piše, kdo bi mi pa lahko prej povedal. Ja, brez zamere, živijo. Ali lahko predstavim? Tole je Robert, Suzana, Robert. Me veseli. Ja, me tudi. Vse najboljše. Hvala. Zlece. A že? Plašč. Pa pazi, kaj delaš z njim. Ja, Benki, tako ne vem, koliko je stal. Tako, draga moja, pa kaj jaz zdaj delam tukaj? Za svoj rojstni dan moram na vlak, potem moram pa še z avtobusom, ker v tej luknji ni niti enega taksija, ti pa ne moreš pomeni, ker je ona tu. Ne pa kaj me tako butasto gledaš, kaj še mi prinesi kaj za popit? Miškica, mi je žal. Ja, super, tega pa jaz nima nič, če je tebi žal. Na 5 feški lahko šla na Dunaju ali v Celovcu. Na 100 prijateljev bi lahko srečala. A razumeš te mene dane? Ampak ne, prišla sem sem, ker bi ti že tedne in tedne obljubljaš kakšno presenečenje. In zdaj hočeš, da se pretvara za punco od tistega tipa tam. Miškica, pomir se, daj tole sakne, tole pomire, ne. Poslušaj, Miškica, z Robertom sva skovala, sva naredila in tak genialen načrt, res genialen. Vsekako na vsak način bova danes praznovala tvoj rojstni dan. Časna? Časna. No, pa grem v miru eno pokazati. Miškica, počakaj. Boš pozneje eno pokalila? Zakaj? Ja, zakaj? Zato, ker se je zadeva zakomplicirala in se je nama tale genialen načrt kar razfižil zaradi ene take butaste napake. Kaj pa je bilo? Ja, ti nisi več punca od Roberta. A ja? Ja, Robert se je spontano zaljubil, on ima že svojo punco. A ne, je kjero pa. En bonzaj. Kuharica. Kuharica od cateringa. A. In ti boš pa danes, a ne bi šla vse eno pokalit, a? Ne, kaj bi se vedela, zakaj gre. Ja, kuharica boš danes ti. Dara, a kaj pa ti je, a si zoren? A kuharica nas zdaj jaz, kaj pa ti hočeš od mene? Prosim. No, končno ste prišli. Ja, prosim, da ste mi naslednjič točni, drugače bom moral obvestiti agencijo. Pa zakaj bi vi lahko prišli po nas? A vi sploh veste, koliko je ura? Nimam je. To ni noben izgovor. Od 8 pa še čakamo. Agencija bi morala poskrbeti, da pridete točno. Agencija? Ja, catering service. Saj so vas oni poslali. Ja, itak. Ja, itak. No, prav. A imate vse s sabo? Zakaj? Ja, za kuhanje. Ja, zanimivo, da sprašujete. Ja, ker imam vse sabo. Tle. A to je vse? Ja, Ja, to vse, kar ženska danes kuha za kuhanje, je tle noti. Sem bral na internetu, k temu se reče molekularna kuhinja. Česen, patajske začimbe. To je vse. Ja. Kakoli že. V kuhinji nam že morajo pomagati gosti. Ja, ampak zdaj je pa prišla kuharica, ljubica, ne? In vsi smo veseli, da je končno prišla kuharica, ja? Ja, blazno sem Ja. vesela, da sem tukaj res. Zdaj se pa ne bomo sekirali, ne, da bomo dajmo si narediti en tak prekrasen večer. Ja, ta večer bo res prekrasen. No, potem pa kar za mano, gospodična. Suzi. Suzi, ja. Mata, kakšen lep plašč. Sigurno je stal celo premoženje. Roberto Cavalli, 10.000 evrov. Od kod pa ti to veš? Od Roberta. Kapaj. Ne, od Roberta, od tega Roberta, od najnega Roberta. Ne, Robert, to je tvoj plašč. Ne, mislim, to je plašč od Robertove punce, od Suzi. Ja, Suzi je dobila plašč od Roberta za rojstni dan. Ja, Suzi,
mislite, je dobilo od mene za rojstni dan? Ja, happy birthday, Suzy. Happy birthday, Suzy. Happy birthday, Suzy. Happy birthday, Suzy. Lejte, sem našla torto. Kje si jo pa našla? Ja, v pečici. Koliko kapljic, koliko let, pokrajna svetje, naše katolice. Trikrat toliko, saj imaš danes rojstni dan. Aha, ja! Ona tudi? Ona jaja, Ona? ona ja, ti pa ne. Ona že je super. Ja, vse najboljše za rojstni. A ja, danes imamo rojstni dan, ja. Suzy, muzi, za lepe punce. Brez zamere. Od kod se pa je ta sploh vzela? Saj nisi prinesel torte. Prinesel sem jo v kovčku in vtaknil v pečico, da bi se ohladila. Super. Potem vsi praznujemo danes vaš rojstni dan pri nas. Ja, okej, kdo pa kuhal? Ja, kuhalca. Malo se je zamudila, ampak je prišla. Aj da ste predpasnik? Dajte predpasnik, gospodična Suzi, dajte svoj predpasnik kuharici Suzi. Odijo. No, zdaj pa na delo. Jedilnik poznate. Ne, v bistvu ga ne. Ne, tudi mi ga ne poznamo, ampak a bi ga nam post prebrala. Agencija nam ga je poslala po mailu, da je to. Izvolite, ramacoti sama. Rovat? Trojno vodko brez lega. Lejte, robijamo hudičanje, mačo od sile, koktejli, nightlife, pa še dno so tako simpatični in totalno fit. Ja, res je fit. Prijeli ste pravega divjega tikaka, sploh ni tako enostavno. Tako je, ampak potem malo kuhinjo. Ja, lahko vam pomagam v kuhinji. Ne, zelo prijazno od vas. Ma, ljubico, daj naj pomaga. A ni to fantastično, če bi pa tako rada kuhala? Daj naj pomaga v kuhinji, če pa ide v kuhinji, če pa tako rada kuha, ne? No ja, če je pa tako, potem pa rada prosim za vašo pomoč, kajti ona Suzi mi namreč deluje nekam diletantsko. Zelo rada vam pomagam. Ljubčka. Ljubčka. Igravka. Mislim, kje pa tale igra, a po tistih amaterjah vsejla kar kje. Ova tvoje tipove, ti si jo videl igrati. Ja, pa še malenkenka je za povod. Predstavljaj si ti to. Nastopala pa je že po vseh evropskih prestolnicah, po celem svetu. Po vseh evropskih prestolnicah, kje po celem svetu. V Londonu, Parizu. V Mejnemundu so ali kje? Tudi. Nastopala pa je tudi že v celovcu, v mestnem gledališču. Ma ne, nisem vedel. Glavno vlogo. Glavno vlogo, kjer je igl? Višnjev vrt, Češnjev vrt. A v Češnjem vrtu, a si ubrisan. Glavno vlogo v Višnjem vrtu, a Dragoda igra. Ja, Dragoda. Bonzaj, Višnje Bonzaj. Rabijo jo pa tudi že na OF. Na nacionalno. OF, ja, tam naj bi vodila oddaje. Super, kjero pa? Dobadan Koroška. Pa je mene rabe, rekla, da bo se sama naredila. Oprostite, ampak to ni bilo tako mišljeno. No, zakaj pa ne? Če je gospodična Suzana tako rada kuha in je kuhaca odslovila iz kuhne, je lahko kuhaca zdaj z nama kaj popila, ne? Je tako, ne? Končno je ena dobra ideja. No, a ste za šampanček, s kaviarjem, ostrigam, jagodam, ali kaj vam smemo ponuditi? A kaj kot po navadi? Kot po navadi. Kot po navadi? Ja, kaj pa pijete po navadi, kaj pa še ne kaj pijete po navadi? Po navadi pijem martini brez ledu, s špritom vodke in olivco, če slučajno jih imate. Ja, seveda imamo olivco. Evo prijetno. Ne razumem, pa se spet kaj narobe. Mislim, pardon. Vi posedate tu na okrog, moj mož vam streže, v kuhinji nam morajo pomagati goste, tole vam bom povedala. Pritožila se bom pri agenciji. Ne, ljubica, se bom jaz jutri zjutraj, na vse zgodaj bom klical, tak jim bom povedal, mislim, pa kaj se oni grejo, a ne? Ljubica, a bi lahko imeli malo bolj realistično. A veš kaj, zdaj nam ni pa še pozitivno. Bila sem prepričana, da bomo imeli hudo fešto, da bomo praznovali moj rojstni dan. Zdaj pa ne igram kuhaco na ene družabne srečanje z enim modelčkom. Ljubica, zdrži samo do konca večerje. Ja, pa pol. Ja, pol bova pa čisto sama. Ja, fine, kako boš to zorganiziral? Ko bojo vsi smali, se bom presmuknil k tebi v štalo. Ja, ta tudi prišel. Ne bo
bo imel čas za živino s zdravnikom je zmenjen, kasnimo ga bo. A nič, on je kriv za vso to vodjo. Kako organizira tole žurko? Ja, žurko, ja, ampak ti si mislil, da imam nekaj z bonzajem. Dobro sem pač zafrknil, pa kaj? Dajte se pomiriti, fanta, bože. Da bo le midva praznovala, da smo rojstni dan. Ja, itak. Hej, Miškica, danes večer te čakam majhno presenečenje. Jolanda! Zdaj je pošpricnilo. Ups, zdaj sem pa pošprican. Na, potem se pa pojď pred večerno problem. Ja, redu. Dobro, grem se prevleč. Družba, jaz se grem prevleč za večerjo. Vi, gospodična, Suzi, pa Ja, jaz pa grem na zdaj kuhno gledat. Jaz se potrebujem še eno pijačo. A nimaš zadosti, če boš tako nadaljeval, boš na večerji totalno zared. Ja, upam. Veš kaj, obnašaš se kot kakšen paša v havem. Juli, saj sploh ni tako, kot gleda. Se ne dad mot. Sem samo hotela vprašati, ali že lahko serviram. Zelo prijazno od vas. Prebom je v kuhinji. Prav, bom še enkrat šla vse preveriti. Juli, lej, jaz nimam z njo čisto nič. Ona ni moja ljubica. Ni? Kaj pa je potem? Tvoj zlati prinašalec? Ja. Ne, ona je... Ja. V resnici je Ja kaj? moja nečakinja. Tvoja kaj? Nečakinja, enočasna. Robert, a res misliš, da sem tako butasta? Ne, res je. Samo malo pomisli. Ona ni hotela spati z mano v isti sobi, no. Ja, ker ve, da nemirno spiš. To sicer tudi jaz vem, ampak ne zato, ker bi bila s tabo žvahna. Ne, ona pa je. Ej. A ja ne verjameš, da bi se s svojo punco namala vsem? Ha? Ja, saj mene ne bi bilo doma, konec koncev sem hotela k mami na obisk. Že, ampak ko si ga odpovedala, sem bil ja že na poti. Juli v nobenem primeru je ne bi mogel pretekati. Ha? Teoretično. No, vidiš. Ja, in zakaj pa piše na roki moji miški? Kjer je pač taka? Vsa žlahta jo kliče Miška. Naša je Miška. A ja, in zakaj pa za sladke urce? Sladkorno ima. Oj, ti roža, toplo. Diabetično je zelo sladko, ampak brez sladkorja. A ja, in zakaj se potem stalno tako stiska k tebi? To samo igra. Igra, zakaj? Lej, ko me je Dane povabil, je rekel, da lahko mirne duše pripeljem žensko. Pa sem pomislil, da je to prava rešitev, ker potem ne bo potegnilo, da imava midva nekaj skupaj, ja, veš? Zdaj še ne kapiram. Pa je res tvoja? Pa ja, no. Pa res je tvoja? Ne, no. Bizgec, kako sem srečna. Nisem ti mogel tega prej povedati, da je Dane še zmeraj tukaj. Medvedek moj, tega pa res nisem mogla vedeti. Kakšna prefinjena Ja, ideja. res strašno prefinjena, a ne? Čau. Čau. Opa, situacija bez mere bolj vroča. Nič se ne bati, vse je v redu. Zdaj vemo vse. Ja? Ja, vse mi je povedal. Prav vse? Prav vse. Dobrodošli v žlahti. To se pravi, da je to zdaj uradno, da sem jaz reči. Nečakinja. Vaša nečakinja. Moja nečakinja. Mata sta se pa res precej podobna, da tega prej nismo poznala. Enaki mi mogoče. Seveda. V bistvu, dragi stric, sem prišla ti povedati, dragi stric, da bo večera kuhana čez 10 minut. Krasno. Hvala vam, nečakinja Suzi. Robert, blazno sem srečna. Hitro se grem preobleč. Jaz tudi. Ne, ti pa ostani. Pasno se obleče. Res pa ne boš več dolgo. Igraš se pa nevarno igrico, stric. Kdo to pravi? To bo še kakih 300 evrčkov. Točno. Hvala lepa, draga Suzi, da tako odlično sodelujete. 300 evrov na bok, ampak ne pozabite, vi ste moja nečakinja samo zanjo. Kaj si pa za druge? Moja ljubica. In kaj sem za vas? Ukratko. Mi ga speđiramo. Ena mala, pojma nimam, če mi je tole radala, ne. To je Jan Gung. Karkoli. Kje so pa akci? Spustila sem ven na sprehod, ker sem je vegetarijanka. Zna biti nerodno. Ma dajte meni raš povej, kaj me zdaj naredim. Ma ne me zdaj vprašati.
Ti si kuravca? Ja, jaz pa nisem nobena kuravca. Ja, pa kaj pa delaš potem tu? To se sama tudi Pa sprašujem. prosim, samo čisto malo še igrajta. Kaj si rekel? A cel večer ali kaj? Pri večeri ne še pederam, ali kak si to predstavljate? Kdor je to skuhal, ne to tudi poje. Pa zdaj pa nehaj že s tvojimi kulinaričnimi furami, si celo znovela. Tako, a zdaj si lepo povej, kaj? Mene sploh ne zanima, kdo sem. Jaz se tega nikoli ne bom šla. Ljubica, vse bo v redu, samo trenutek. Gospodična Suzana, zdaj imam pa za vas eno veliko prošnjo. Ne, ni treba povedati. Jaz sem vaša pokojna hči iz Teherana. Ne, kaj za to, za to, gospod. Danes večer rabim štalo, da bo vas Suzano praznovala rojstni dan. To pomeni, da bi morali s Robertom prespati v svinjaku. A bo šlo? Šlo bo že, koštalo pa tudi kar nekaj. Dobro, koliko? 300 200? plus 100. 300? Gospodična, si imate za večer kaj povreč? Kaj pa mi manjka? Ja, vam ne gleda to manekensko. Ne vem, kaj imam že nekaj samo. Ja, prav, povejte. Ma pa Probajte. Pa res ne Ja, vem. probajte, bomo že midva povedala, če vam paše ali ne. Dobro, kaj boš ti? Hvala! No, Miška, piškica, kot vidiš, glede rojstnega dne ti ni treba čisto nič skrbeti. Glede rojstnega dne me itak ne skrbi. Ja, glede česa pa potem? Pa glede te butaste večere zgleda za adijo, pa. Joni! A spet špecira. Ljubica, samo župo sem probal. Čestitam, zelo dobro vam je ratala. Ja, mogoče malo pekoče. Si kar oči peče, ja nič ne. Se še enkrat povzreč. Ja, jaz pa veš enkrat narediti, da sam sem tom. Dam jo. Kakoli. Fantastično zgledaš. A sem ti všeč, medvede? Medvedi. Ti svinja! Zakaj pa zdaj to? Zakaj zdaj to? Veš, kaj si našla? Račun za plašč in ljubezensko pismo. Račun za plašč od Roberta Cavalja za 5998 evrov in ljubezensko pismo. Hvala za seksi plašč, moj sakljanček. A ni to ljubeznivo? A veš, kaj to pomeni? Da je moj račun verjetno v minusu. Zelo duhovito. A veš, kje sem tole našla? V Daretovem rekicu. In to pomeni, da je dobila plašča od Dareta in ne od tebe. In veš, kaj to pomeni? Da le nisem tako hude minusu. Da je Daretova ljubica in ti si to vedel od vsega začetka in ti ščitiš tega prasta, še pa Prosim, zajčica. In veš, kaj to pomeni? Da tudi to pa ni bila od tebe, temveč od Dareta. In to pomeni, da sem se ta vikend res super organizirala. V istem času, ko je Daret tu svojo punco, si tudi ti prisotna, mu daš zaščito in to pomeni, da... Kaj pa midva, ha? A sta kaj boljša? Prosim? Hočem reči, to res drži. Potem absolutno nimaš nobene pravice, da si besla na Dareta. Ker sva midva imela v bistvu v planu isto kot on. Midva nisva imela nič v planu. Če sem imela kaj v planu, je bilo to obiskat mamo. Pol pa, ko si izvedela, da pridem, si zmislila, da je mama bolna. Lej, tebe je Daret povabil, ne jaz. Daretu ne moreš očitati, da ima ljubico, ki se izdaja za mojo, pa ne pogumtaš, da je njegova. Sama imaš pa ljubčka, ki se izdaja za njenega, pa ne pogumta, da imaš ti ljubčka. Če ima se njegova prava ljubica, ves čas obnaša, kot da je... Kaj pa klobasan? Ja, kaj pa klobasan? Kaj pa vem, nič več ne vem. Izgubil sem pregled nad vsemi temi ljubicami in ljubčki. Veš kaj, tole ti bom povedala. Noben ljubček ne bo imel nocoj v tej hiši, kaj s tole ljubico. Prisežem. Jure, ljubim te. Rekla sva, da si ne bova zaljubila. Jaz te vseeno ljubim. Spet si solit. A je zrak čist? Ja, zunaj. No, tako je. No, tako ni povedal, malo se povedeš vino oblečen, ampak žal Rusija nis več našel. Dane, mislim, da te moram opozoriti glede... Pozorite, glede česa? Jolanda je štorijo skuhato čisto narobe razumela. Skuhati? Moment, sta bravo ali sta podraknilo? Ekola, kakšno sem. Čudovita večerja! Poslušaj, pravzaprav sploh nisi tako grda. Zakaj pa zdaj plešeš svojo nečakinjo? Ker si ti že poročena. Ach, reš spijen kofe, da se malo zbrihtaš. Ne, mi pa bova reč ne zruhne
la en schnoss, kerba večera, tak šok. Bravo! Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ljubica, a mi daš kozarec vode? Hrana bila sicer malo šafa, ampak drugače pa zelo dobra. Izvoli. Hvala. Ja, krasno, ne? Ni zakaj. Ja, mislim, da je vse tako krasno štimalo, ne? Kaj to? Ja, no, večerja. No, pa ni vse bilo prima, a? Bilo, razen hrane. Ja, lej, zakaj je kuharica dala v župo vaniljev sladoled, tega ti pa ne zna povedati. Pa rad se okuri, tega ti tudi jaz ne znam okuri. Pa čokoladna je omaka bila malo odveč, ker se je nekako teplo s česom, ampak drugače bilo pa vse okej. Ti, baby, a bi ti še kaj sladkega? Slabo mi je. Lej, tukaj je še torta od nečakinje. Nečakinje? Ja, diabetičake. Ma, pojma nima, o čem govoriš. Kakšna diabetičaka? Je no tista, ki si jih kupil prekrasen drag plašč. Ljubica, tega zdaj pa res ne razumem. Ja, nič. Pa, se gre pa še enkrat preveč. Ne, hvala. Kaj je bilo? Kaj? Cel večer sedim za mizo z možem in svojo ljubico in se delam, kot da ni nič. Res sem butasta. Z njegovo ljubico? Ja, z njegovo ljubico, ja. Hočete reči, da ste to vedeli? Že ves cel? Sranje. Ne se sekirati. Kaj, vi se bi še bolj sekirali na mojem mestu. Ja, kaj pa jaz vem. Celo zastopili v večerjo. O, mamička sveta! A vi ste jo zastopili? Kaj? Ja, jaz je nisem. Ja, super. Jaz tudi ne sem, ste to že vi uvedili. Raje povejte mi, kaj naj naredim z Govatovo nečakinjo. Zdaj nečakinjo. Ne, z onim pozajčkom. A tisto od cateringa, tisto od malo Suzi, njegovo punco? Ja, se ni njegova punca, ampak nečakinja. Ja. Kaj pa potem ona počnete? Sma ravno kar razložila. V resnici je ljubica mojega moža. Kaj? Ja, se to ne more biti. Res imam dokaze. S pisnjo? 100% našla sem ljubezensko pismo. O, kakšen prasec! No, Kakšen pokvaren prasec! opustite, kako pa vi govoriš o mojem možu. Ja, mislim, no, kako je lahko nama, mislim, kako je vam lahko to naredili. No, povejte, a ste vi že pridigali takšne situacije? O, veliko krat. In kaj bi naredili na mojem mestu? Takole bi napisala. Čist hrot! Hot? Jaz se grem preveč. Jaz pa pokivat. Zdaj se pa že veliko boljše počutim. Pa vi? Še kaj? No, povejte, kaj naj naredim z možem? Jaz bi se namaščevala. Ja, kako? Poiščite si ljubimca. Ljubimca? Ja. Saj ga že ima. Da slišim. V principu sem jaz bila prva. Pa je to vedel? Kako mislite, če je to vedel? No, preden se je spetljal s drugo. Ne. Pol pa je brez veze, pol se je pa vse to zaslužil. Prosim, da ne mečete več hrane, mame, ker se nima v kaj preveč. Ja, malo prepaziti, a? Da bi mogo prepaziti, smo kaj narobe naredil? Ne? Kaj zdaj to? Nič, ti prav tako naprej. Ja, z veseljem. Sigurno ti še čaka vroča noč. Zakaj pa? No, samo poglej se, kako se oblečel. Mogoče boš danes še kaj ujel. Ne, danes me ni do tega. Ljubica, kam pa greš? Oblekla se bom kaj bolj krvo. Zakaj pa? Ne vem. Mogoče bom pa jaz tudi še kaj ujela. Miškica! Kaj si pa dala za pit? Zakaj pa sprašuješ? Samo zato, ker ona upa, da bo danes še kaj ujela? Zakaj ne bi ona hotela kaj ujeti? No, mogoče bom pa jaz tudi še kaj ujela. Ja, pa saj sem tukaj, Miškica. Ma, blazno mi je žal, da se večera moram naživeti v kuhinji. Kako ti pa je bila kaj všeč večerja? Ma, ni bilo slabo, mogoče malo pekoče. Pa ko pa nisem nobena kuhavca? Poslušaj, poglej, vse sem se organiziral. Ko bojo vsi zaspali, se bom prismuknil tebi v štalo. Ma, danes si se to fajn zrihtal.
Kakor golubček, ki se iz sobe v sobo plazi. Pa tega nihče ne opazi. Ne, nihče ne bo nič opazil. Samo jaz. Samo ti. Ta tvoja žena. Prosim? Ja, tvoja žena. Kaj? Tvoja žena ve vse. Kaj to pomeni, da ve vse? Ja, ve vse, ima dokaze. Dokaze? Ljubezensko pismo. Kakšno ljubezensko pismo? Vse pa jaz vem vse. Ja, kaj pa? Da si navada parava. Au! To ne zmoga pa ne čaki. Au, Margot, ti me nobene nečakinje, Mariškica, poslušaj. Pa kaj govoriš o Hovatove nečakinje? Hovat ima nobene nečakinje, drugič kakšno ljubezensko pismo? Ja, ona ti ga je napisala. Jolanda. Nečakinja od Hovata. Ja, pa Hovat nima nobene nečakinje. Če ti krat na klobasu Hovatove nečakinje, potem... A ona jo pa nič ne ve. Ja, menda ne. Ja, pol pa Miškica. Ako tvoja žena. Ja. In po mojem bi mogla vedeti tudi ti. Kaj to? Tudi ona ga ima. Hovatova nečakinja, Miškica. Tvoja žena, mama si kot te. Moja žena! Ja. Ja, da ga ima. Ja. Kako pa to veš? Sama mi je povedala. Kdaj ti je povedala? Pa je dala pred sedu. Ona da ti je povedala, ma daj me sladka, moja žena nima ljubimca, mislim pa postim, pa zakaj da bi ona mogla imeti ljubimca, a? A da ga ima? Ja. In to ti je sama povedala? Ja. A si ziha? Ma seveda sem ziha. Ja pa zakaj to dela, pa kaj si mi naredil? Nič, ne, da, mogoče sem dvakrat, trikrat, štirikrat spal s tabo, drugač pa... Kjer pa je? No, medvedek, a že greš spat? A ti se na pičama pate? No, greš. A veste kaj, absolutno dobra edina. Vi pa greste spat, jaz pa gremo. A Miškica, spalnica je tam? Vem, da je tam. Ja, pa gori moja žena. Ja, in se zdi zelo dobra, super, da si imala absolutno veliko zapovedati. Ja, zakaj pa? No, najprej bova reči kakšno besedo o aferi tvoje žene, potem pa še kakšno o tvoji aferi z Bobjavo nečakinjo. Najbrž je prasala neumnost. Pa to ni res. Jolanda. Gospodična Suzi, pridite sem! Gospodična Suzi, pridite sem! Ma pridite končno že enkrat sem! Sede ne strazilo, kajte, zatoli se ne. Moja žena misli, da je ona tvoja nečakinja. Zakaj? Jaz nimam nobene nečakinje. Vem, da nimaš nobene, ampak moja žena tako misli. In zdaj povedala tudi Suzani, in zdaj tudi Suzi tako misli. Zakaj? Kako je Joli prišla do tega? Pa to tebe sprašujem, kako je Jolanda lahko prišla do tega? Ja, Jolanda je... Zaradi mojega moža. Prosim? Zaradi mojega moža. A vi, da imate moža? Ja, in zelo ljubosumen je. Če bo on izvedel, da se delam ljubico od Robata, ga bo po vsej verjetnosti ubil. Zato si pa mislila, da bo najbolje, če Robat ne igra mojega ljubčka, temveč strica. O, mata! Zakaj, o, mata, to je pa robo! O, mata! Hvala, gospodična Suzana, to ste se pa dobro izmislili, hvala. Ni zakaj, to bo še kakih 100 evrčkov. Ne, tvoja nečakinja, pa kaj me briga tvoja žena? Ampak samo, če mi tale obljubi, da mi njen mož ne bo nič naredil. Ne, do zdaj še nobenega ni ubil. Dobro. Razne enega. Kaj? V samo obrabi. Kaj ga je bilo? Ja, obšla ga je Moritska zla, ker je tako ljubosumen. No ja, ko sta se moška rausala, je eden tisti drugi mu skočil direktno na nož. Ma, pa zakaj, nič ne more zato, če me ima tako radi, če se tisti drugi kar uleži gor na nož. What? Moja žena misli, da ima razmerje s tvojo Suzano. Saj jaz nimam nobene A nečakinje. saj vem, da nimaš, ampak moja žena tako misli in Suzana tudi. Zakaj? Jolanda je pač našla ljubezensko pismo od Suzane. Kakšno ljubezensko pismo? Pa račun za plašč v tvojem rekelcu. A zato me je glava v tortu. Ona zdaj misli, da je mama ti, jaz nekaj super, ovo pa te pa ne čudno, da je jezni. Ne, pa zapravo bi mogel biti jezni. Ja, vse pa mislim, pa kakšne dokaze ima ona, da imam jaz vezo? No ja. What? Moja žena me vara. O, mata. O, mata. Leta in leta zaupaš, potem pa to. Tako, prijatelji, temeljito smo razmislila. O, mata. Miškita, Ja, Milo? a piješ? Malo. Razmišljala sem in sklenila, da je čas, da neprezamislivo odkrijem vse. Konec laži, vse vemo vajo. O naju? Ja, o tebi in Suzi. Kaj pa
vse narobe. Takole ti bom povedala. Ona ni ljubica otrovata, temveč njegova nečak. Mada, pa ne že spet. In ona nima razmerja z njim, ne. Ima ga s tabo. Mada, kolikrat še? A ta ide? Ne, še nikoli v življenju nisem imela toliko razmerij. Ne grem se več. No, zdaj povem so resnico od tebe, edino pošteno, če tudi ti vse zveš o meji. O, Jolana! Tišina. Suzi, eno majhno pošnjo bi imela na vas. A pustite nas za en hip same, ker ti nekaj zadev, ki se tičejo vašega sorodstva, bi rada pojasnila in mislim, da je bolje, če niste zraven. Meni je vse v redu. Manj ko vidim, manj ko slišim, manj ko vem, bolje je. Jaz grem zraven. Što? Tukaj boš ostal? Z veseljem, ni problema. Ne, no, vsedi se. Z veseljem ni problema. Da, vse, kar je prav, mislila sem, da imaš vse eno malo več okusa. Zakaj? A ni srčkana? A, se pravi, da priznaš? A ne, rekel sem samo, da je srčkana. Kaj človek s tem prizna? Imam dokaze. A kakšne dokaze? Hvala za seksi plašč, moj srkljanček. A ti je to slučajno neznano? A to ni od ene Rilkejeve pesmi, Devinska alegorija za koda. Se ti tega kaj spomniš? A, on dobro ve, o čem govori. Samo da on svoji punci ne poklanja tako pregrešnih dragih plaščev. Prosim, Joli. Tišina. Zdaj imam pa eno vprašanje za vaju oba. Ja. In sicer, drugo vprašanje bo težje. Ja. Torej, drugo vprašanje se glasi, kdo je podaril kuharici plašč? Veš, čisto teoretično gledano to pomeni, če bi jaz imel teoretične ljubico, bi potem bilo nekaj pravilno, če bi si lahko tudi ti nabavila, mislim, čisto teoretičnega ljubčka, a ne teoretično. Zaupivamo se, okej, tako je. Ja, hvala. No, prav. Torej, če potem jaz vse zdaj vem o tvoji več ali manj teoretični ljubici, je edino pošteno, da tudi ti izveš vse o tvoji več ali manj teoretičnem ljubčku. Se pravi, da ne imaš? Ja. Ma kjer je, jak se mu bomo trgali? A, ljubič? Tukaj? Tako je? Mi dva smo bila skupaj poiskati. Zdaj jopca. Ja, tako. A zdaj pa se jopca. Rod, jajca ti bomo odrezali. Nekaj o tem, ker bi potem tudi jaz lahko tvoje želje povedal. Nekdo zvoni. Prišel sem po mojo. Prosim? Prišel sem po mojo. Po koga? Kuhal sem. Mater. A je. Kuhaca? Ja. Mislila sem, da bom tu prespala. Kaj je to? No ja, kaj je že pozno in... Jaz miren pridem ponjo. Če še ni fertik, bom pa malo počakal. A je že fertik? Ja, čisto fertik. A vi ste ta glavna tukaj? Če si kaj? Ja, v tej bajki, no. Ja, jaz sem ta glavna v tej bajki. In od njega žena. Halo? In njegova ljubica. Ja, super sa. A ne? To nas nič ne vodi. Pa tebe tudi ne, Viki Miška. Meni ga odisi. Ja, pa ni čudno, da pa drugega. Veš, kaj je tvoja sreča? Ja, da si se zapletel z njegovo ženo in jaz mojo. Prosite, da se vas moralo teba moril. Kje pa? Tega sem se že davno vladil. No, če je že fertik, kje je? Ne vem. Da, ne. Kje je? Kdo pa? Suzi? Katera Suzi? Ne, nobeno Suzi ne poznam. A ja, Suzi, ja. Suzi ni več. Nije več? Ne, Suzi je odšla. Kaj? Ja, odšla je, ne. Suzi je odšla. Kako odšla je? Suzi ne odide kar tako. Ja, Suzi ne odide kar tako, ne pa za pa škoda, da ne odide kar tako. Če jaz pridem ponjo, ona ne gre nikamor. Ja, mogoče pa ravno zaradi da. Kaj? Ja, da bi vam šla na poti, ker se vidim tak simpatičen. Če jaz pridem ponjo, ona ne gre nikamor. Ja, dobro, ja, ja. Ja, če ne, te bom pa kar za uhe v klub. Mogoče pa zgoraj v spalnici. A ja, višno ja. Gospodična Suzi! Ja, šla pa je.
gotovo ni moja žena. Tu viš pa moja žena prav gotovo ni takole oblečena, kada kuha. A imate vi sve kak problem? Ne. Tako kuhate. A vam ni všeč? Všeč. Ni mi všeč, no. Pa saj to ni res, da mi grdi na gravžni tepi. Kje je pa, Suzi? Pa saj to je Suzi. Jo, moja žene. A ne? Ja, mogoče ste pa zamenjali hišo. Gospod, jaz dobro vem, kam sem me pripeljal. Ja, ni vaša krivda, vse hiše so iste v tej grapi. Vaše Suzi ni pri nas. Sploh pa ne tukaj. Ja. Torej, Suzi ni tukaj? Ne. Ja, pa jaz tudi tukaj kot neki trotl, a? Ja, če tako pravite. Ja, pa ne zamerite. Ja, pa Aliko. Adijo. Ne zamerite, brez zamere. Ampak v tej hiši je še ena Suzi. A ja? Magije pa! Ampak to gotovo ni vaša Suzi. Zakaj pa ne? Naja, ker prvič ni kuharica, temveč ni gravžena nekenka. Točno! Drugič je nečakinja tega nego. Točno! Rasla zelo velika nečakinja. In tretjič je ljubica mojega moža. To kakšno veliko ljubezen! To ni moja Suzi. Ne, to prav gotovo ni vaša Suzi. Hvala Bogu, da ne. Adijo. Kako veš človek? Kaj, Boga? Total kreten! Kečno pa je, ne? Da imate tukaj kar dve Suzi. A ne? Če, to je nenavadno. 100% sem, da sem svojo Suzi pripeljal sem in da me hočeta ta dva puta tukaj prepričati, da sem prišel na pačno hišo. Je tako, a? Potem imate tukaj še dve Suzi, nobena ni moja žena. Se pravi, da imate v tem pecirki tukaj kar 3 Suzane. A je tako, a? Dragi gospod Pišek. Pišta. Pišta. Vi ste tak Ja, mesar. Mesar, ja. Pa ja ne verjamete, da... Ja, pojma nimam, kaj naj Pa verjamem. zdaj mi je tega za nos, to, kar se vi veste v novu zasebnost. Preganjavica, pa zdaj odtrgano se vam je, bom kar takole povedal. A za res mislite, da pa se bom kar naenkrat vrata odprla, ven pa bo prišla vaša žena. Ja! Pišta! Živjo. To pa je to. Ja, Suzi. Jo, potem pa čestitam ste jo našli. Sem vedel, da si tukaj nekje. Jasno, da sem tu. Sem vedel, da nisi odšla. Ja, kam pa ni bila bi šla? Ja, so mi hoteli prepričati. Je veliko govoril. Ja, najprej so mi rekli, da si že odšla. Ne, saj Potem so mi rekli, da si govoril. A ne, jaz sem tukaj spodaj. Ja, potem so mi rekli, da si igralka, manekenka, nečakinja, ja, ljubica. Ljubica od čistega tamle. O, Pišta ti ti. O, a ne? Zakaj si ti takole oblečena? Dolga štorija. Zakaj so pa vsi tukaj takole oblečeni, a? To je že daljša štorija. Pišta, poslušaj. Ti imajo radi take Vi to razumete čisto na voga. O, pa še kako nam razumem, a? Nimaš se kaj razumeti. Še ne veš, zakaj se gre. Se nimaš kaj umešavati. In zakaj se gre? zakaj se gre? Ja, zakaj ne zdaj v resnici? Kaj pa je bilo? Glava me boli, zakaj? Tako, zdaj pa na dan z besedo. Kaj se tukaj dogaja, a? Pišta, poslušaj, to je eno veliko družinsko srečanje. Točno to, družinsko srečanje. Vsi smo Slovenci, med sabo nekako žlahti. Ja, je. A on je svoj stric. Jaz sem njen stric. Ja, kaj pa pusta. Ampak po drugim kolenu. On je moj najboljši stric. Stric Robert. Stric Robert? Od njega vedno dobim veliko žepnine. Ja, in je zelo radodaren. Preveč radodaren stric. O, radodaren stric Robert. Zdaj sem te prepoznal, a jaz stric Robert, kaj pa smo kaj, a? O, to nas sem putl.
dobrega. Suzica, pridi, gremo. Ja, pište, greva. A rabite še kaj? Ja, doktor Vutija. Hvala za pomoč. Juček, malo počakaj, da skočim po stvari. Vi ste pa vsi tako oblečeni, kako da greste v postelj, Ja, samo da se še nismo zmenili, kdo gre spomni. Moja žena. Ja, pište, gremo. Lahko noč. Hvala za vse. Čau, ni zakaj. Lahko noč. No, pa je šlo 10 000 evrov skozi vrata. Vse bi to vam bilo lahko vse gremo. Zdaj mi je, sam za plašč se mi zdi škoda, umazal se bo. Glava me boli, zakaj? A, ti ga prinesem? Oprostite, a se vi mogoče ne malo preveč zanimate za mojega moža? A ja? Okej, dobro, dovolj imam te polne igre. Dare, povej tvoj ženi, kdo sem. Komu naj kaj povem? Tvoj ženi, kdo sem. Ja, Dare, res bi rada vedela, kdo je ona. Spomin sem zgubil zdravnika! Glava me boli! Kakšen udarec po glavi! Kje sem? Kdo pa ste vi? Kdo pa je Dare? Ja, ti Gugu. Ja, ti Budle, kdo pa ste vi? Ne, si res vse pozabil? Dober večer, kdo pa ste vi? Veš več, kdo sem jaz? Dober večer, ja, kdo pa ste vi? No, ti si res vse pozabil. A si Ne vem, pozabil? kaj ne bi pozabil. A si pozabil tudi to, kar ti je prej povedala tvoja žena? Ja, seveda. Ti kot tu ne lažnivec. Ti imaš razmere z robotom. To sem si samo izmislila. Aha, zakaj pa? No ja, izmislila sem si, ker sem mislila, da imaš ti kaj z Robatovo nečakinjo in to me je zelo prezadelo, Dare. No, potem sem pa z njo govorila o tem in ona mi je svetovala, da se tudi naj jaz poiščem ljubimca. No in potem sem se pač izmislila to z Robatom. Tja sem si hotela maščevati, tako rekoč revanširati. Aha, Robert? Pa je to res? Svojemu najboljšemu prijatelju pa res ne bi. Krasno telo imaš. Ja, hvala, niti besede ti ne verjamem. Ne, res je, jaz sem svetovala vaši ženi, ne se maščuje in si poišče ljubimca, ker imate vi nekaj z Robatovo nečakinjo. Ampak jaz nimam nič z robotovo nečakinjo. Zdaj pa po resnici. Ja, hvala. Jaz nimam nobene nečakinje in tudi ta bonzaj ni moja Ja, nečakinja. pa zdaj to pravim skozi Robot nima nobene nečakinje in s bonzajem ima skrivno razmerje. Evo, potem pa le res, ha? Kaj pa je tebi, je mogoče kakšen razlog, da Robot ne bi smel nobeti mene, a imate vi pa vse eno kaj med sabo, a? Ne, kaj se tako dereš? A nisi malo prej izgubil spomin? Ja, no, pa če spozabil, da sem izgubil spomin, imate vi kaj med sabo? Ne, nimava, seveda ne. Ti si moj najboljši prijatelj. Veste kaj, zdaj imam pa jaz eno vprašanje. Če bonzaj ni tvoja ljubica in ne nečakinja, kdo pa potem je? Kuharica s cateringa od Bate. Zdaj imam pa še eno vprašanje za vaju pa. Za naj oba. Ja? Bupa bo težje pripravljena? Ja, da. Torej, če je bonzaj kuharica s cateringa, kdo je pa potem ona? Lahko polovičko, klaso, ljudstva, sklicu silni. Ne. Prej začnimo s preprostejšim vprašanjem. Kdo je podaril kuharici plašč za 10 000 evrov? Jaz. A mi potem razložiš, zakaj si podaril kuharici plašč za 10 000 evrov? Ja, to pa tudi mene zanima. Hvala. In, prosim? Dobro. Zdaj bom pa jaz povedal vso resnico. Draga Jolanda, dragi Dare, draga skrivnostna neznanka. Tvoj dragi mož Jolanda me je povabil čez vikend, ob tem pa mi ni povedal, da si je naročil catering. Vidva sta se odpeljala po pijačo, sem pa je prišla prijazna damica. Pojma nisem imel, kdo je, pa sem si mislil, ultimator, Dare ima ljubico, skrivno razmerje. No, takole se je začel vrsta nesporazum. Potem sem se pretvarjal, da je moja ljubica, se veš, da ne bi izdal svojega prijatelja in
Da ti ne bi izvedela, da ima Dare ljubico skrivno razmerje. Ma, pa ne že spet s tem skrivnim razmerjem, enkrat je pa zares dovolj, Ja, no. je ta bonzaj, ta prijazna damica, tako prijazno sodelovala, se mi pač kar podaril plašč. Razumem. Saj je lučno, ne? Popolnoma ne. No, potem smo pa vse razčistili. Ne, nismo še. Zdaj pa drugo vprašanje. A, viš, na to si pa pozabil. Če je zdaj res ta bonzaj kuharica z cateringa, kdo ste pa potem vi? Ja, kdo? Ja, ne? Javno izjavljam, da nisem imel in nimam nobenega razmera z Robertovo nečakinjo, hvala. Nimam nečakinje, no. Asu? Jaz sem ljubica vašega sina. Predala sem se mu, ker sem bila obupana. Prihajam iz revne družine. Mama je bolna, hudo bolna. Njen mož pa bogat, hudo bogat, uspešnež, hiter avto, velika hiša, jahta, konji in opica. Upala sem, da mu bom izmamila malo denarja, samo toliko, da bi bilo dovolj za operacijo svoje revne, stare, betežne matere. Moj Bog, kako je to žalostno. No, kako je bilo? Težko rečem. Kaj je bilo zdaj to? Monolog. Kakšen monolog? Ja, monolog, pač igralka sem. In? Trenutno sem preščova in sem na praksi v podjetju vašega moža. Da, ne. Ja, ona je v našem podjetju na praksi, ampak to sem ti že povedal, ne? Ne. Ja, ampak oba to sem že povedal. No, prav, sedaj si to tudi meni povedal. In kaj delate tukaj? Point je o tem, da imam čez 2 dni pomembno audicijo. Igram ljubico enega grdega, debelega, lažnivega, zavaljenega, pohotnega tipa, potem pa pride do zamenjave s kuharico, ki pa sploh ne zna kuhati. Poleg tega imamo rojstni dan in na koncu je ne čaka nobeno presenečenje. To pa je žalost. Žalostno. Ja, zelo žalostno in zelo zanimivo. Ampak to še vedno ne pojasni, kaj delate tukaj. No, zato ker delam na vlogi, moj Bog pa kam sem prišla. Vašemu možu sem prepovedovala o audiciji in bil je zelo prijazen. Na tem mestu 100-krat hvala. Ja, malenkost. Povabil mi je, da pridem danes večer sem, da bi se lepše znala uživeti v vlogu. A ne, gospod Soša? Ja, točno, tako je, ja. Ona za audicijo, da bo je vadila za vlogo, ne, a ni to super, če je naša praktikantka, igralka in hoče vaditi, ne, za audicijo, ne, to je super, ne, pa mislim, pa ni dobro, ne, sranje, res, oprosti, ljubica, oprosti. In to ti sedaj naj verjamem. Ja, prosim, ljubica, ja. Juli, res mu lahko verjameš, meni je Robert to že vse prej povedal. Ja, Robert, to sem že povedal, ja. Ideja je bila res butasta, ampak... Nova ideja, ne. Umetnice je pa res treba podpirati. Seveda. Ja, umetniki res potrebujemo zelo veliko podpore. No, vidite, pa smo že to razčistili. Ne, še nisem. Ja, kaj pa te zdaj, Žuli? Ko sem našla račun za plaščen ljubezensko pismo v tvojem rekelcu, sem mislila, da ima on kaj z njegovo nečakinjo, ki sploh ni njegova nečakinja. A imaš slučajno ti kaj z njegovo nečakinjo, ki sploh ni njegova nečakinja? Ja, jaz nič nimam zdaj na ugovo nečakinje, ki sploh ni njegova nečakinja. In zakaj je bil račun za plašč v tvojem rekelcu? Ja, to je pa ja čisto logično, Robert, da ne? Ja, totalno logično. Ja, vidiš, če je to pa poveš, je tako totalno logično, no? Jaz sem utaknil račun za plašč v Dareko rekelc, ja, da ti ne bi zvedela, da Dare ošti naprej. Saj je logično. Ja, ker je tako logično, ja. Ker je bil rekelc, ker je bil plašč darilo, zate, ja. Sam, od koga zdaj? Od mene, darilo zate, viš. Po toliko letih zakona nisem vedel, kaj ti naj bo darim za obletnico poroke, pa sem poklical Roberta, ki je bil v Milanu in sem rekel, živijo Robert! Živijo, da, hej! Ne, sem ga vprašal, kako si, kaj tako naprej, ampak to zdaj ni važno in potem sem ga vprašal, Robert, kaj naj podarim svoje žene za obletnico poroke, pa mi je rekel, plašč od Roberta Kavale in sem rekel, evo, super, vidiš, to je ideja, dej, prinesi mi enega. In mi ga je prinesel, ja, in ker mi ga je prinesel in ker sem ga moral plačati, seveda je logično, je bil račun v mojem rekelcu. No, vidiš, logično, ne? Ja, logično.
In je ljubezensko pismo hvala za seksi plašč, moj stakljانček, tudi popolnoma logično. Ja, čak, zdaj malo premislim. Ja, samo Robert, ja, nič, Robert. Zdaj moram povedati so resnico. Jolanda, jaz povem Robertu stakljانček. Res. Jaz mu rečem stakljانček, ja. Toliko časa sva skupaj in se pogovarjava o ženskah in on ženski dobro razume in jim je na smrt prikupil, jaz pa bolj tak mačo v depri in zato mu rečem stakljانček. No in on mi je prinesel plašč, Jolanda, prosti. Moški prinese drugemu moški plašča ženo, a? Ja, in zato pa hvala lepa za seksi plašč, stakljانček. Hvala ti. No, če je pa tako, pa gremo v posteljo. A, da gremo, ja. Robert, vse jasno? Jasno kot beli dan, lahko noč. Ja, lahko noč, ja. Ja, gospod Sošen, potem se pa vidimo v ponedeljek v firmi, ne? Ja, vidimo se v ponedeljek v firmi, ja. Ja, ste ne veste, kaj gre zadnji avtobus, a tukaj ve? Ja, to bi pa bilo res ranje, če bi ga zamudili, a ne? Ja, zdaj sploh ne vem, kako ne pridem na Zelcelovc. Kako sem butasta. Seveda lahko prenočite tukaj. A res lahko? Ja, veselje mi je, če smem podpirati umetnike. Ja, tudi jaz si grad podpiram. In svinjak ni tako prazen. Svinjak. Ja. Robert! Ja. Ja, strašno mi je žal, da sem te danes spravil tako butaste situacije. Že v redu, David. Dobro, prijatelja sva odskal to naprej. In zdaj imam slabo vest. Imaš slabo vest? Ja, veš, Kakšen večer. Ja, resno večer, ja. Ej, medvedek, a greva v posteljo? Ja, greva spat, je že pozno. Adijo, lahko noč. Ej, David, Ja? samo eno vprašanje še. Ja. Cel večer sem imela občutek, da te praktikantka malo mitka. Ne, sploh ne, zdaj čisto ne, nasprotno. Jaz sem imel občutek, da te mika malo, Robert. Dej no, nehaj, oprosti že, on sploh ni moj tip. Zakaj, ne? Ko pa zgleda tako kot ti.